Vodja logistike, cepljenja oziroma karkoli je trenutno njegov naziv, se je v tem tednu razburjal nad dejstvom, da so nekatere regije malo bolj sproščene v omejitvah kakor druge. Dajmo pogledati, kaj ga je zmotilo. Predvsem pa je bilo minuli vikend nekaj dogodkov, kjer so se zbirale velike množice ljudi in zato zelo pozorno spremljamo, kaj bi se lahko zgodilo v teh regijah, ali se lahko soočimo z nekim novim lokalnim izbruhom in kako velik bi ta lahko bil. Ko Kacin govori o teh regijah, govori seveda o pomurski regiji, kjer je minuli vikend potekalo slavje ob Murini osvojitvi naslova državnega prvaka. Povsem razumljivo je, da NIJZ na ta dogodek ni bil pripravljen. Noben namreč ni pričakoval, da bo Mura prvak. Še nekaj tednov nazaj je izgledalo, da bo naslov osvojila Olimpija, pa se bo na slavju pred Stožicem zbralo manj ljudi, kot je trenutno dovoljeno. Na tisto je bil NIJZ pripravljen. Nikakor pa niso bili pripravljeni, da svoj prvi naslov v 30 letih osvojijo Prekmurci in zadevo proslavijo, tako kot se spodob. Številni Prekmurci so se zbrali na Fazaneriji in znova dokazali, da so eni najbolj zvestih in srčnih slovenskih navijačev. Svojim ljubljencem so ob zgodovinskem dosežku pripravili nepozaben sprejem. Tole pa zgleda res kot dobri stari cajti, ne? Me kar spomne na cajte, ker sem bil še sam član navijaške skupine, pa na tekme hodil. Ampak okej. Tisti life je zdaj za menoj. Zdaj sem drug človek in zdaj so drugi časi. Tako da razumem Kacinovo zaskrbljenost, ker čeprav je zabava potekala na odprtem, najbrž ni bil upoštevan pogoj PCT. Z vprašanjem, ali se Prekmurci zaradi množičnega druženja res bojijo novega vala okužb, se zdaj obračam na našega prekmurskega korespondenta Jerneja Celeca. Jernej, pozdravljen! Povej mi, kako ti kot Prekmurec komentiraš dogajanje minuli vikend? Zdravo, Jure. Kot nekdo, ki se je rodil in odraščal v Murski Soboti, lahko celotno zadevo komentiram z eno besedo. Mura! Okej, razumem. Vem, da si vesel, pa ne moraš proslaviti, ampak lahko za trenutek pozameš na veselje, pa nam na kratko opišeš, kakšni so obeti v Prekmurju za prihodnost. Seveda. Glede prihodnosti mislim, da je kristalno jasno, kaj se bo v Murski Soboti zgodilo. Liga prvakov! Da se s teboj ne da normalno pogovarjati, ko si v euforiji. Tako veselega te nisem videl, odkar so ti, ne vem, znova lasje pognali. Se opravičujem za svojo neprofesionalnost in pa seveda hvala za kompliment. Ni bilo mišljen kot kompliment. Ampak ne ti bo. Dam ti še zadnjo možnost, da z eno besedo opišeš, kakšno je trenutno stanje v Prekmurju. Pa ta beseda ne sme biti Mura. Okej? Pripravljen? Boš zmogel? Šampioni! Najlepša hvala. Poročanje o Kacinovih nadlogah pa tokrat zaključujemo z edino temo, ki v javnosti povzroča več slabe volje kot on sam. Z vremenom. Vsi že težko čakamo novo normalnost, lepo vreme, sonce, stabilno poletje, če že prave pomladi ni bilo, a so tudi vremenske razmere še naprej nestabilne. Tudi danes je temu tako. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.